Priporočila Gospodarske zbornice Slovenije za blažitev učinkov minimalne plače so vzbudila veliko pozornosti. Po eni strani podjetij, zato ker želijo delovati zakonito in hkrati tudi obstati v naslednjem in še kakšnem letu več, in po drugi strani tudi zaposlenih, ki jih zanima, koliko bodo njihove plače dejansko višje v naslednjem letu. Podjetja so se znašla v zelo zahtevni situaciji. Vkolikor bi v celoti sledila razmerjem, ki jih prinaša sprememba zakona o minimalni plači skozi celotno tarifno lestvico, bi se lahko masa plač v podjetjih dvignila za 50 do 60%. Če se samo izvedejo delno prilagoditev, torej da nekoliko ublažijo veliko uravnilovk, o kateri bodo podjetja izpostavljena, govorimo o 15 do 20% dvigu mase plač. Vsak od nas si zna predstavljati, kaj pomeni, če se ti za 20% čez noč dvignejo življenjski stroški. Marsikatera družina bi res težko v taki situaciji preživela in v takih razmerah so sedaj tudi številna podjetja. Zato smo na Gospodarski zbornici Slovenije pripravili priporočila, s katerimi podjetjem povemo, kaj lahko naredijo na rastni ravni, kaj lahko naredijo na kolektivni ravni. Napotujemo jih, da preko pogajanj na kolektivni ravni dogovarjajo različne in drugačne oblike vezane na najnižje osnovne plače, na vprašanje dodatkov in pa na vprašanje razmerij med tarifnimi razredi. Vse to je predmet dvopartitnega pogajanja in k temu smo pozvali tudi v naših priporočilih. Nič, kar smo zapisali in priporočili, ni neskladno z zakonodajo. Imamo zato podlage tako v zakonu o delovnih razmerjih kot v pogodbah kolektivnih panogah, kolektivnih dejavnosti in pa želimo nadaljevati z socialnim dialogom.